ko smo Slovensko kmečko zvezo ustanavljali v Unionski dvorani, tam smo zapisali nekaj gesel, da orjamo ledino. Se pravi, začenjamo nekaj novega. Kdor orje ledino, hoče dobro gospodariti. Rekli smo tudi, da zakaj bi moral kmet samo ubogati. Tega ne bomo več prenašali. Rad bi to prenesel tudi na cel narod, ne samo na kmečki sloj. Narod, če hoče biti suveren, mora biti res gospodar na svoje. Se pravi, dobro narodno gospodarstvo potrebuje. In ne plenilske tolpe, ki plenijo nacijo in državo. Tiste vrednote, ki smo jih takrat imeli ob ustanavljanju Kmečke zveze, je treba ponovno izpostaviti, jih gojiti v ljudski stranki še prav posebej. Jaz se spomnim, takrat sem enkrat tudi v Unionski dvorani rekel, da želimo pred prvimi volitvami, želimo državo, v kateri bomo vsi svobodni. Želimo bogato državo, kjer bodo polne kašče, pa tudi polne kulturne in znanstvene hrame, kjer bomo radi doma. Želim, da bi ljudska stranka storila vse, da se bo to uresničevalo. Domala polovica ljudi ne hodi na volitve. Tam okrog 40%. Zdaj se pa vpraša, ali vsi ti, ki ne gredo voliti, jih čisto nič ne briga, kaj se z državo dogaja? Ali se jim tako dobro hodi, da jim je vseeno, kako in kdo vodi to državo? Potem je pa še ena tretja možnost, ali nikomur od politikov ali pa od političnih opcij ne verjamejo in ne zaupajo. Ne levim, ne desnim, ne sredinskim, ne vem kakšnim. Iz obdobja 1992-2000, ko sem sam bil tudi predsednik Slovenske ljudske stranke, bi po pomenu izpostavil čas pred, ob in po volitvah 1996, ko smo dosegli lep, doslej tudi najboljši rezultat, blizu 20%, okoli 200 tisoč volivcev. Ampak pomembneje kot ta rezultat se mi zdi vsebina, s katero smo šli v pogajanja in tudi izpogajali koalicijo s takratno Liberalno demokracijo Slovenije kot največjo, najuspešnejšo stranko na volitvah. V tej koalicijski pogodbi in delovanju v tej vladi smo in v aneksu k tej koalicijski pogodbi smo dosegli take zaveze koalicijskih partnerjev, za katere se upam trditi, da če bi jih izvajal, podpiral naš koalicijski partner, ali pa če bi imeli podporo takratne opozicije, SDS in SKD, bi bila danes Slovenija povsem drugačna država. Če bi lahko izpeljali ta program na področju bančništva, ne bi imeli tajkunizacije Slovenije. Kajti ne bi bilo pogojev, da s pomočjo bank, neodgovornega kreditiranja teh tajkunskih ambicij, pride do sesutja gospodarstva in posledično še sesutja bank, čemur smo danes priča. Ne samo v zadružništvu, v kmetijstvu, v državi, v naciji. Moramo priti do drugačne politične kulture. Zdaj,
mislim, da je nastalo eno vrenje in ta čas je treba izkoristiti. Mislim, da so maske padle, da so tisti, ki so bili nekoč kot bogovi, se pokazali v pravi luči in da vedno več ljudi to vidi. In kaj torej? Ne moremo začeti tako kot leta 90. Takrat smo se borili proti eni stranki, proti državi, ki je razpadala. Zdaj se moramo boriti za to državo, ki jo imamo. In naloga je drugačna, morda težja, kot je bila takrat. Jaz upam, da bo do tega očiščenja in pomlajenja prišlo tudi v celi družbi, tudi v drugih strankah in seveda tudi v Ljudski stranki. Slovenska kmečka zveza je nedvomno skupaj še z nekaterimi orala tiste prve začetke demokratizacije slovenske družbe, še v takratni državi Jugoslaviji, in je bila predhodnica kasneje ponovno oživljene Slovenske ljudske stranke. Zato sem prepričan, da bo vedno ostalo zapisano, da je Slovenska kmečka zveza bila tista prva politična opcija, ki je v Sloveniji nastala po nekaj desetletjih enostrankarskega sistema. Zagotovo je zgodovina Slovenske kmečke zveze, kot tudi Slovenske ljudske stranke, izjemno bogata. Gre za politično opcijo, ki je nesporno slovenske družbe potrebna. Slovenska ljudska stranka je pravzaprav ena izvirna, avtentična, samonikla politična stranka tudi zato, ker je od vsega začetka spravo, to občutljivo vprašanje, živela sama v sebi. Od vsega začetka in tudi kasneje so bili naši člani, tako partizani, kot tisti, ki so se iz najboljših domoljubnih izgibov odločili in vstopili v tista gibanja, ki so se takrat borila na nek način tudi proti partizanom, kot rečeno, z najboljših, bi rekel, domoljubnih vzgibov. To je razdelilo slovenski narod, še posebej zaradi popolnoma zavračanja vrednih zločinov po drugi svetovni vojni v dolgoletno blokado, v celoti iz nje še nismo išli. In mi kot stranka, ki smo želeli živeti spravo, ker smo od vsega začetka rekli, da obsojamo vse tri totalitarizme, ki so v zadnjih stoletjih šli preko slovenske nacije in slovenskega človeka, tako fašizem, kot nacizem, kot komunizem, smo na nek način zaradi tega plačali ceno. Tako na levi, kot na desni, na desnem spektru slovenskega političnega prostora so se nas nekoliko otepali. Malo bali so se nas, ker smo odpirali prave teme, ker smo zidali mostove med levico in desnico, med obema bregovama slovenske politične zgodovine in slovenske politične realnosti. Leta pred osamosvojitvijo, že leta 90, pa seveda potem tudi leto 91 je bilo obdobje, v katerem smo bili Slovenci izjemno enotni. Mislim, da nikoli prej in tudi pozneje ne več tako. To je bil tudi čas, ko smo verjeli vase, ko smo verjeli, da znamo upravljati državo, da znamo gospodariti z premoženjem in resursi, ki jih ima vsaka država, in da bo skratka v eni demokratično urejeni državi življenje z vse lepše. Če smo danes malce manj enotni, nič narobe, ampak nekaj pa vendarle stvari, o katerih bi se veljalo čim bolj poenotiti, kolikor je seveda možno. Gre predvsem za vprašanje tistih vitalnih stvari, ki so pomembne za obstoj države, za obstoj naroda. Zato bo Slovenska ljudska stranka kot stranka slovenske pomladi z na novo postavljenimi temelji za pošteno in odgovorno desnosredinsko stranko evropsko-krščansko-demokratske in ljudske usmeritve gradila svojo pot. In za svojo pot, slovensko pot, poskušala pridobiti somišljenike.
Na ta način smo bili in smo nosilec edinega možnega odnosa do koruptivnih in moralno-etičnih spornih dejanj. Brez, da se s tem v politiki neha, ta država ne more naprej in nima prihodnosti. Vztrajati je potrebno tudi v prihodnosti pri ničelni toleranci do korupcije, tako znotraj stranke, kot tudi izven. In edino prav je, da smo se kot stranka v tem zapletenem času zelo jasno distancirali od obeh največjih strank, ki več kot očitno nista v stanju v svojih vrstah razrešiti problema korupcije, še manj pa spoštovati inštitucij pravne države.